Pozdravljeni, dragi starši. Tole bo live video, je tukaj z Bohinja in samo upam, da bo internet zdržal, zaradi tega, ker je ravno kar po neurju, oziroma že cel popoldan se nekaj kisa bliska in grmi in pač potem internet včasih reče nime in imamo težave z njim. Tako da jaz upam, da bo s tem posnetkom vse ok, da vam bom uspela povedati to, kar vam želim povedati in da bo fajn v moji družbi. Tako da vas vse zelo lepo pozdravljam. Kaj naj rečem? Bile so počitnice, malo sem poniknila, kot vidite, nisem se kaj dosti pojavljala v kakšnih videih, v live videih, sem pa zato vseeno bila pridna. To ne pomeni, da sem se ulegla in počivala, čeprav sem tega tudi veliko počela, ampak sva z Albertom pripravljala vse te novosti, ki sva jih tudi že veliko objavila. Ena novost je najina nova spletna stran, tako da če še niste bili, si jo poglejte, ker meni je ful lepa. Najina nova zabavna predstavitev na spletni strani. Ampak na kar sva bila najbolj fokusirana čez to poletje, je seveda bila najina knjiga. Hotela sva jo dokončati in nama je tudi uspelo. To se pravi, to je uvodni del knjige, to bojo 4 zvezki, najvodila za starše. In kar je res dobra novica, je to, so najvodila za starše vseh otrok, to se pravi ne samo najstnikov. Živijo, Albin. Skratka, govoriva o knjigi, o tem, o starših vseh otrok, vseh starosti. In jaz sem zelo, zelo vesela, da sva to naredila, zaradi tega, ker vse veste, naj jo je pač zasedenost in čas preganjal. Tako da jaz računam, zdaj gre pač besedilo v lekturo, tako kaj treba, potem v oblikovanje in na to v tiskarno, in jaz upam, da bo tam sredi oktobra nova knjigica. To je meni tako, sem prav ponosna. In to je res vrhunsko delo. Mislim, da takega dela ne boste najdeli nikjer na svetu zaenkrat, zaradi tega, ker je knjiga sestavljena na ta način, da vas vodi najvodila skozi vzgajanje otroke, skozi stiske, preko vaših zgodb, preko vaših občutkov, in to bo res nekaj tako top vrhunskega. To je nekaj najpomembnejšega, kar se je dogajalo te počitnice z nama. Bila sva celo nekajkrat v hribih, bila sva veliko drug z drugim, z otroki. Skrbela sva za vrt, jaz sem prvič v življenju skuhala marmelado. Vse je enkrat prvič. In bila sva tudi zelo v stiku seveda s tem, da imamo na spletni strani zdaj trgovino in na trgovini je ogromno posnetkov. Tako da bova spreminjala, v bistvu želiva še bolj postati dostopna za vas, da še lažje pridete do naju, da boste imeli tudi kakšne cenovno ugodnejše variante. V tej trgovini so brezplačni daljši posnetki in so seveda tudi plačljivi posnetki, to se pravi krajša predavanja. Da vam majčkeno predstavim, moram kar tle malo pogledati. So krajša predavanja in so seveda tudi daljši webinarji. To se pravi, tisto, kar je malo dražje, je ponavadi dolgo 3 ali pa 4 ure. Na spletni strani je tudi knjiga in še ena zelo pomembna stvar. Zdaj imamo vnaprej napovedane delavnice. To se pravi, napovedani sta delavnici uspešna komunikacija z najstniki, 2 datuma, ki si že lahko rezervirate mesto. To se pravi, bomo zdaj dali možnost, da imate več časa, da si prej organizirate vikende, zaradi tega, ker velikrat je bilo tako, da smo en mesec prej razpisali delavnice, potem je bilo pa v hipu polno ali pa niste imeli časa in vam je bilo žal. Zdaj imate zelo veliko časa, da se pač odločite, na kateri datum boste šli. Hvala, Maja. Tudi mene zelo veseli. In tudi jaz sem z veseljem z vami. To boste najdeli pod dogodki. Je pa tukaj ena zelo zanimiva stvar. Danes sva se odločila z Albertom, da bova dala webinar Nove veščine za starše. To je webinar, ki smo ga naredili iz dogodka Veliki vezalov dogodek starši 21. stoletja. Tisti, ki niste imeli časa iti na ta dogodek, ki je bil na koncu, to se pravi junija,
Lahko zdaj ta webinar pogledate, dolg je 3 ure, zelo je dober, zelo je poučen, noter je ogromno enih vprašanj, nalog, zgodb, kako priti iz kakšnih stisk in težav. Hvala, Tanja. In zdajle, zadnji teden počitnic in prvi teden šolskega leta sva ta webinar znižala za 15%, zato ker v tem webinarju najdete lahko zelo, zelo veliko enih najvodil, kako si olajšati šolsko leto. Skratka, zdajle boste začeli in fino je, da na začetku postavite takšna pravila in da postavite takšen red in da se obremenite točno toliko, kot zmorete. Mi dva imava namreč z Albertom to izkušnjo, da na začetku leta si starši damo precej obljub, to je tako kot za nov let. Letos bom pa dosledna, letos bom pa prijaznejša, letos bom pa pustila, da sam dela, to so te obljube, ki si jih damo. Ali pa letos ga bom pa bolj trdo prijela, kot sem ga lansko leto, ker pač sem ga premalo in ni bil dober uspeh. To si na začetku leta rečemo in potem seveda ne vemo, kako naj to naredimo. In ker ne vemo, kako zelo hitro spet pridemo v stare tirnice, zato ker pač imamo neke svoje vzorce, neke svoje prepričanja, ki nas pač peljajo po svoje. Težava je v tem, da se mi tega ne zavedamo. In v tem webinarju mi dva govoriva točno o tem, česa vsega se moramo starši zavedati, kje moramo biti bolj prisotni sami s sabo, skratka bolj usmerjeni nase kot na otroka, da lahko kakšne stvari speljemo na tak način, da ostajamo z otrokom v stiku, da ni velikih dram in konfliktov in da seveda peljemo otroka po tisti poti, ki želimo. Zdaj pač tukaj so seveda razlike pri majhnem otroku, prva triada, druga triada, najstnik se seveda razlikujejo, ker imajo otroci različne potrebe in tudi o tem v tem webinarju govoriva, zato je tudi ta webinar fajn, ker je primeren za otroke vseh starosti. Tako da jaz vam svetujem, da si pogledate ta webinar, da ga vzamete, tudi zato, ker ko ga boste kupili, je zavedno vaš. Skratka, ne bo se zgodilo to, da velja samo 10 dni. Kupite ga, če imate otroka starega 15 let, otroka starega 9 let, pa 4 leta, ga boste lahko gledali pa vsakmu posebej. Ker vse veste, vsak otrok je svoj izziv, a ne? Mi dva imava 4, pa nobeden ni bil enak. In prav vsakmu sva iskala nove poti, nove načine in skupaj seveda z njim dozorevala in rasla in postala to, kar sva. Če bi pač naše otroke vprašali, kako je bilo 10 ali pa 15 let nazaj, sva bila enako starša, ki sva se lovila, iskala načine in poti. In seveda ta znanja, ki jih imamo danes, so neprimerljivo, neprekosljiva znanji, ki smo jih imeli 15 ali pa 20 let nazaj. Zato je škoda, da se ne bi izobraževali. Skratka, naši starši te možnosti niso imeli zaradi tega, ker niso imeli pojma o razvoju možganov, niso imeli pojma, kaj je potrebno za to, da otrok varno funkcionira in da se razvija. Zdaj pa veliko tega že vemo, ogromno več. Tako da, ja, mi dva sva veliko stvari namesto vas prebrala, veliko stvari sva namesto vas izkusila na lastni koži in to z veseljem deliva z vami. Tako da vas res vabim, da pogledate ta webinar Nove veščine za starše. Vam bom potem pripela link od spodaj pod video. In še ena zanimiva stvar je tukaj zdaj na novi spletni strani. Skratka, kot sem že rekla, veliko brezplačnih posnetkov. Vabim vas, da si pogledate posnetek Večna mladost in živost. Ta posnetek sva posnela na Pozitivni psihologiji v Novi Gorici in govoriva o intimnosti v partnerskem odnosu. Moram reči, da sem jaz zelo ponosna na ta posnetek, ker mislim, da ni veliko ljudi, ki bi bili pripravljeni javno spregovoriti o stvarih, o katerih sva spregovorila jaz in Albert na tem predavanju. Tako da ga je vredno pogledati, mogoče skupaj s partnerjem in se pa o tem lahko pogovarjata. In se tudi pogovarjata o tem, kakšne potrebe ima kdo od vaju. Jaz sem čist ganjena še zmer. Drugače pa bi bila zelo vesela, ker bova seveda najino trgovino polnila z webinarji vseh vrst, da mi pišete od spodaj v komentarje, o čem želite, da snemava webinarje.
To se pravi, teme, lahko tudi napišete kakšne zgodbe, vaše, ki so se vam zgodile, zaradi tega, ker midva želiva snemati nekaj, kar bo za vas, ne kar bo za naju. Nekaj, kar vi rabite, a ne. Z vami bi še rada delila eno zgodbo, ki je bila tudi, malo me je pretresla, pa sem mislila, da sem veliko hudih stvari navajena, pač hudih. Težkih, pravzaprav. Ki se je zgodila to poletje. Jaz tukaj v Bohinju oddajam tudi apartma v najini hiši, skratka deliva si hišo z veliko ljudmi, ki prihajajo z celega sveta. Letos sva imela goste iz New Yorka, Irske, Anglije, iz Nizozemske, z Nemčije, z Belgije, z Francije, skratka veliko enih tujih ljudi sva spoznala. Ja, in bila je tudi ena družina, tročlanska iz Francije. In jaz vem, kaj pomeni zasvojenost z internetom. Veliko se z Albertom ukvarjava z zasvojenostjo z internetom pri otrocih in tudi pri odraslih. Se to dogaja, skozi več je tega. Skratka, dva starša, očka malo starejši, sin 12 let, to me je mogoče najbolj presunalo. Skratka, 3 dni tega malega fantka, drugače je bil ta 12-letnik, ni bil zelo velik, precej majhen pa suh. 3 dni ga ni bilo na spregled ven iz hiše, nisem ga srečala niti na stopnišču. Videla sem, da starša sama prihajata pa odhajata. In tretji dan je oče pač se zjezil, pač to vem, zato ker mi je on pa povedal, ker pač mi je mogel povedati, zato ker je bilo res dramatično. In je temu fantku, rečemo mu Žaku vzel telefon. In to, kar se je zgodilo potem, je bilo res hudo. Skratka, Žak je znorel čist in je porinil očeta v eno omaro, ta omara se je prevrnila, vse, kar je bilo na omari, se je razbil. Pustimo, vse stvari, ki se razbijajo, pač jaz rečem, vse, kar se razbije, ne rabimo več. Ampak, kar sem pač jaz doživljala, ker sem bila tukaj spodaj, je, da kako se razbija ta odnos med očetom in sinom zaradi telefona, ki mu ga je oče vzel. In doživela sem, kako je otrok pač to doživel res kot eno strašno travmo. Njegova reakcija je bila nasilje, joku se je pol, mislim, kričal je pol še 1 uro, ni se mogel umiriti. Nista mu znala pomagati, potem je oče prišel dol, se opravičiti za ta hrup, ampak glejte, meni pač, kaj če mi je se opravičiti, Ampak kar sem videla tega otroka, ki je bil v resnici totalno nebogljen. In v bistvu nikogar ne obsojam, ker si predstavljam, da mora biti to za starše res huda izkušnja. Kar sem se pa naučila, da vam moram, ali pa kar sem čutila, da vam moram sporočiti, pa je, prosim vas, glejte, kaj vaš otrok dela na internetu in postavite mu omejitve. Ni smiselno, da mu čisto vzamete te stvari. Smiselno je, da ga naučite, da povsod obstajajo meje. Smiselno je, da ga naučite, kaj je zdravo. Smiselno je, da ga ne kaznujete z internetom, da ne rečete, če boš priden, ga boš imel, če ne boš priden, ga pa ne boš imel. Ampak, da mu pokažete, da vsaka stvar je do določene meje lahko zdrava, potem pa postane škodljiva. Celo najbolj zdrave stvari lahko postanejo škodljive. Kaj šele internet. In pokažite otrokom, kakšne razsežnosti ima internet. To se pravi, kaj je tudi dobrega na internetu, ne samo kaj je groznega. To se pravi, v prvi vrsti je mogoče pomembno, da se starši ne bojimo interneta, da smo starši v redu z internetom in da starši sebi znamo meje postaviti. Tako da ja, o tem bova tudi z Albertom posnela en webinar,
kaj pomeni postaviti meje, kaj pomeni držati se meja, kaj pomeni. To je drugače tudi v tem webinarju, ki sem vam ga prej rekla, nove veščine za starše. Čisto mi mešajo te naslovi. Je veliko tega že povedanega, ampak bova naredila en webinar, ki bo usmerjen prav na to elektronsko tehnologijo oziroma na elektronske naprave. Tako da ja, danes sem vam poslala en mail, ki se začne s stavkom šola je. Prijateljica mi je rekla, jaz tega nikoli ne bi odprla. Ampak to je prijateljica, ki so imeli zdajle počitnice in so bile to njihove najlepše počitnice v življenju in mislim, da jo malo stiska, kako bo zdaj, ko se bo šola začela. Odprite ta mail, preberite si ga, kaj je luškan, kaj je v redu. Tako da, ja, jaz vas vabim, da od spodaj v komentarje napišete teme, ki vas zanimajo. Ali so to partnerske teme, ali so to vzgojne teme, ali so to teme iz šole. Se veste, da delava tudi s šolskimi kolektivi in z učitelji, ali so to teme z vašega podjetja, ki delava tudi pač s podjetji. Pač vse v zvezi z odnosi, v zvezi s tem, kako se počutite, kako želite rešiti stvari. Lahko mi napišete tudi kakšno anekdoto, ki se vam je zgodila, mogoče kaj prijetnega. Jaz sem recimo videla eno ful lepo kačo, pa slišala sem volka. Tako da, ja, takšne stvari. Zdaj vas bom lepo pozdravila in ja, obljubim vam, da se bom pojavljala še. Tukaj jaz upam, da sem vse povedala. Tle imam en plonk cegel, sem si danes malo napisala, zato ker drugače sem čisto raztreščena zmeri. V bistvu sem vam želela predstaviti najno novo spletno stran in trgovino. In želela sem vam nekako sporočiti to, kljub temu, da je trgovina, ne pomeni, da je treba vse kupiti. Veliko stvari je tudi brezplačnih. In bova se trudila, da bo vsega malo. Nekaj brezplačnega, nekaj za kupiti, v različnih cenovnih razredih. Tako da, Sanda, živjo. Hvala, ker si odprla mail. Skratka, rada bi bila dostopna vsem družinam, vsem ljudem, ki rabijo, ali pa ki želijo, ne samo rabijo, ki želijo svojih življenj narediti nekaj res dobrega, nekaj lepega, nekaj, ki bojo na koncu rekli, vredno je bilo biti skupaj, imeti družino, živeti. Tako da, želim vam srečno. Še par, to obvezno, a vidite, ker hočem nehati, se mi takoj odpre nova stvar. Zdaj imate še par dni. A lahko prosim v teh parih dneh nikoli ne rečete otroku, čak, sej drug teden boš mogel pa začeti zgodaj vstajati. Ali pa se boš že videl, ali bo pa šola, bo pa red. Ali pa kakšne take stvari. Zdaj imate na razpolago še zadnji vikend in temu se reče vikend za delanje stika. Tukaj so dovoljeni izleti, crkljanje, skupna doživetja, nežnosti, očesni stik. Skratka, imejte se fajn. Imejte se fajn. In ne jemati šole kot grožnje, ker šola je tudi fajn. Včasih je naporna, ampak največkrat si to naredimo sami, a ne da je šola naporna. V resnici je pa to tudi za otroke nekaj zelo fajnega, nekaj zelo koristnega. Tako da ni vse tako črno-belo, kot mi vidimo, ampak je mavrično, tako da dovolimo otrokom, da doživljajo kaj po svoje. In ja, zadnji vikend pred šolo lahko lenarte, gledate v strop, se žgečkate in smejite. Srečno, fajn se imejte.